Naslednja na vrsti je dr. Špela Ledine Krozej, asistentka z doktoratom, ki je zaposlena na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se posveča raziskovanju stvarstva, stanovanjske kulture, pašne živinoreje ter trgovine med mesti in zaledjem. Na primeru Vipavske doline nam bo predstavila razmerje med spremembami kuhinjskega prostora in prehrane v 20. stoletju. Izvolite. Hvala. Zgodovina prehranjevanja je, kot je bilo ubesedeno v povabilu na današnje zborovanje, neločljivo povezana z zgodovino tehnologije, tehnikov ter ritualov skupnosti in posameznikov, predvsem pa je prostorsko umeščena. Neločljivo je povezana z bivalno, stanovanjsko kulturo, predvsem s tistimi prostori bivališča, ki je namenjen vsakdanji pripravi in uživanju jedi. V pričajočem prispevku bom prav na kratko orisala formalni razvoj kuhinjskega prostora v Vipavski dolini v povezavi s spremembami kuhinjskih praks in sicer skozi 20. stoletje na območju Vipavske doline. Glede na umestitev v bivališče, vrsto kurišča in vlogo v bivališču bi kuhinjske oblike v Vipavski dolini lahko razdelili na ognjišnice, kaminske kuhinje, štedilniške oziroma bivalne bele kuhinje, delovne kuhinje oziroma kuhinjske niše, kuhinje z jedilno mizo, kuhinje v bivalnem delu stanovanja ter na sekundarne kuhinje. Ta tipologija ni nek linearno-stopenski model geneze, zato ker časovni mejniki posameznih tipov niso strogo, ostro zakoličeni. Poznamo tudi sobivanje istočasno z 2 ali 3 tipov, kakor pa tudi, da posamezne prvine določenega tipa so se pojavljajo že predhodno oziroma ostajajo kot prižitki še po večinski opustitvi določene kuhinjske oblike. Ognjiščice. Čiste oblike ognjišnice, tako kot jo je definiral Vilfan, torej enocelično bivališče z ognjiščem na sredi ter odprtim odstrešjem, v Vipavski dolini vsaj v 20. stoletju ni bila dokumentirana. Ohranila pa so se pričevanja o razvitejših oblikah ognjišnic, to je pritličnih ali vrhlevnih oziroma vrhkletnih enoceličnih bivališčih, brez urejenega odvajanja dima in z ob steno pomaknjenimi in dvignjenimi ognjišči. Razmeroma zgodaj lahko za Vipavsko dolino predpostavljamo že razvoj kaminskega odvajanja dima preko nape izzidanega dimnika. In sicer na grajskih stavbah naj bi se v Vipavski dolini dim zagotovo odvajal že v 17. stoletju, kot je to zabeleženo na perorisbi Janeza Vajkarda Valvazorja, in pa v 18. stoletju pa tudi že na bivališčih izza grajskih obzidij, kot je dokumentirano leta 1752 na perorisbi goriškega kartografa Kapelarisa. Razvoj odvajanja dima je povezan tudi z spahnjenicami, ki so bile razširjene predvsem v spodnjem delu Vipavske doline, kjer so jim pravili žbatafur. Osrednjo mesto v kaminskih kuhinjah je zavzemalo ognjišče in nad njim razpenjajoča se napa. S priključitvijo dimovoda ognjeni komori, torej z neposrednim odvodom dima od ognjenega plamena, je bila vzpostavljena brezdimna, bela ali bivalna oziroma štedilniška kuhinja. V Gorici so zidani štedilniki nadomeščali odprta ognjišča, kot izpričujejo oglasna sporočila v drugi polovici 19. stoletja dalje. V 70. letih 19. stoletja so prvi štedilniki dokumentirani na podeželju spodnje Vipavske doline, okoli leta 1900 pa so bili zgrajeni tudi v gostilnjah in nekaterih premožnejših bivališčih v zgornji Vipavski dolini. To je pa prosto stoječa različica štedilnikov, ki so se prav tako uvajali z časovnim zamikom za zidanimi štedilniki. Od druge polovice 60. let, množičneje pa od 70. let naprej, so v Vipavski dolini pregrajevali,
oziroma vzpostavljali ločeno delovno kuhinjo oziroma kuhinjsko nišo ter jedilnico oziroma dnevno sobo. Pregrajevanje kuhinj je povezano z urejanjem preskrbe s tekočo vodo in odvajanjem odplak v grelznice, z nameščanjem grelcev za toplo vodo, z opremljanjem kuhinjskega prostora z vgradnim pohištvom in z električnimi gospodinjskimi aparati, z uvajanjem novih talnih in zidnih oblog ter načinov ogrevanja, v okviru širših sprememb stanovanjske kulture pa še zgradnjo iztlakovalnih stranišč in kopalnic s pralnimi stroji ter z uvajanjem dnevne sobe. Uveljavljanje z gradnim pohištvom in gospodinjskimi aparati opremljenih kuhinjskih niš je treba poleg z občim razvojem, gospodarsko rastjo, višanjem kupne moči povezati tudi z gospodinjsko in arhitekturno-oblikovalsko propagando. Gospodinjski teoretiki, arhitekti in oblikovalci so pod vplivom švedskih zgledov v 50-ih letih v tesnih blokovskih stanovanjih zagovarjali z gradnim pohištvom opremljene, funkcionalno specializirane in od glavnega bivalnega prostora ločene kuhinjske niše. Takšna zasnova kuhinje in bivališča se je iz urbanih središč, v našem primeru predvsem iz novo nastajajoče Nove Gorice, širila na podeželje Vipavske doline. Delovna kuhinja, opremljena standardiziranimi vgradnimi kuhinjski elementi in gospodinjskimi aparati, je bila skrajna točka funkcionalne specializacije in objektifikacije kuhinje, ki jo razodeva tudi pomenski semantični premik pomena izraza. Izraz kuhinja ni pomenil več zgolj prostora za pripravo in obdelavo živil, temveč je dobil pomen kuhinjske opreme. Zaradi različnih razlogov delovne kuhinje niso postale pravilo. V marsikaterem bivališču se je ohranila bivalna kuhinja oziroma so v preureditvi stare kuhinje ali ob načrtovanju novogradnje v kuhinjo poleg vgradnega pohištva umestili še jedilno mizo. Mestoma je bila miza umeščena v vogal in oblikovala značilni jedilni kot. Od 80-ih let 20. stoletja dalje pa so v Vipavski dolini množično podirali pregradne stene med delovno kuhinjo in jedilnico, v primeru nosilnih sten pa so stene odpirali z ločnimi odprtinjami. Novo zasnovanje kuhinje so navadno imele prehodno povezano kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, med posameznimi prostori so bile bodisi delne stene, bodisi odprte police in barski pulti. Takšne odprte kuhinje so postale čedalje bolje in lepše opremljene. Lahko se je primerilo, da se v njih kljub sodobni in popolni kuhinjski opremi ni več kuhalo in so se tako prelevile v reprezentativnosti. Kuhanje pa je bilo premeščeno v sekundarne kuhinje po garažah, kleteh, shrambah in polodprtih prostorov. Pogoj za vzpostavitev takšne ali sekundarne kuhinje so bile torej zadostne prostorske in ekonomske zmožnosti, razlogi pa številni in povezani z nefunkcionalno, v ozadje ali v nadstropje bivališča umeščeno, predvsem premajhno primarno kuhinjo oziroma reprezentančno primarno kuhinjo. Sekundarne kuhinje so bile namenjene redni ali občasni obdelavi živil in pripravi jedi, lahko pa tudi uživanju, druženju in komunikaciji. Formalne razsežnosti kuhinje so bile neločljivo povezane s prostorskimi praksami. Kuhinja je bila in je prizorišče številnih gospodinjskih in gospodarskih, skupnostotvornih in ritualnih praks povezanih s prehranjevanjem. In sicer gospodinjskih aktivnosti za predpripravo in toplotno obdelavo živil za potrebe dnevnih in prazničnih obedov ter konzerviranja živil. V kuhinji se shranjujejo kuhinjske potrebščine in živila ter skrbi za red in čistočo, odstranjevanje gospodinjskih odplak in odpadkov. Kuhinja pa je bila prizorišče skupnega ali posamičnega, vsakdanjega ali prazničnega obedovanja, vključno s pripravo mize in pogrinkov, strežbo jedi ter samim uživanjem jedi. Kuhanje ob odprtih ognjiščih, tako v ognjiščnicah kot v kaminskih kuhinjah, je bilo naporno opravilo zaradi hkratne izpostavljenosti mrazu in prepihu ter vročinu in dimu. V primeru nižjih ognjišč je bila gospodinja oziroma tisti, ki je kuhal, primoran čepeti ali klečati, pri čemer se je naslanjala na ognjiščni obod. Šele v mizni horizont dvignjena ognjišča so omogočila delo stoje. Največ se je pripravljalo tekočih jedi,
različnih vrst elončnic v kotlu. V kotlu se je kuhala tudi polenta, tule je brštolin za praženje kave in še drugi primeri ognjiščne posode. Zanimiva je na primer tale tukaj le gor, to je tako imenovana pekva, pod katero so tisti, ki niso premogli krušne peči, ki pa je bila navadno tudi umeščena poleg ognjišča. Tukaj le vidimo ustje peči, telo peči pa je lahko segalo v sosednji prostor ali v debelino zidu. Pekli občasno kruh. Način priprave živil se je spremenil v štedilniških kuhinjah, saj so štedilniki omogočali sočasno pripravo ognjiščnih in pečenih jedi, se pravi kuhanih in pečenih jedi. Kuhane jedi je bilo moč pripravljati na plošči štedilnika, z odstranitvijo koncentričnih obročev, tako imenovanih ring, pa so lahko posodo, po večini še nekdanje bakrene in litoželezne ognjiščne kotle, namestili neposredno nad ogenj in tako bolje izkoristili toploto. Takšen način priprave jedi se ni bistveno razlikoval od priprave jedi na ognjišču. Poleg tega pa so v pečicah, rorih ali fornih lahko pripravljali tudi pečene jedi. Ena pečica je bila navadno namenjena, je bila toplejša, je bila namenjena peki, druga pa sušenju sadja, kruha in zelišč. Električni in plinski štedilniki so skupaj z ureditvijo preskrbe z vodo olajšali kuhanje. Kuhanje in pečenje na električnih in plinskih štedilnikih je bilo v primerjavi s kuho na ognjišču ali v štedilniku preprostejše, manj nevarno in manj naporno. Nadzor nad doravnavanjem temperature in nad procesom segrevanja živil je omogočil pripravo postopkovno zapletenejših in temperaturno občutljivejših jedi. Težnje po odstranitvi ognjenega plamena iz kuhinje so v nadaljenem tehnološkem razvoju dosegle vrhunec z mikrovalovnimi pečicami, steklokeramičnimi in indukcijskimi kuhališči. Sporedno z uvajanjem štedilnikov in drugih velikih gospodinjskih aparatov, kot so bili hladilniki, zamrzovalniki in pomivalni stroji, so se uveljavili tudi mali gospodinjski aparati, in sicer funkcionalno ozko specializirani mali gospodinjski aparati za toplotno obdelavo živil, kot na primer opekači kruha, naprave za pripravo kave, aparati za mesenje in peko kruha, na drugi strani pa čedalje bolj univerzalni aparati, na primer multipraktiki. Tovrstna mehanizacija in elektrifikacija kuhinje je res omogočila pripravo postopkovno zahtevnejših in zapletenejših jedi ob upoštevanju časa za nameščanje, sestavljanje in čiščenje gospodinjskih aparatov, pa ni nujno pomenila manj dela. S kuhinjskim prostorom je povezano tudi obedovanje. V kaminskih kuhinjah so obedovali za ognjiščem oziroma dobesedno na ognjišču, tako da so se posedli po pručkah in po klopeh. Zanimiva je ta prislonjena klop, imenovana škan, ki je bila ob ognjišču prislonjena samo ob zimskem času za sedenje ob ognjišču in za zaščito ognja. Spomladi na Jožefovo pa so jo odstranili. Le redko so jedli za mizo, ki je bila umeščena v mezat oziroma izbo. To je bil reprezentativni prostor, en pendant meščanskega salona in so ga premogla samo premožnejša bivališča. Šele v štedilniških kuhinjah je prišlo v navado uživanje obrokov za jedilno mizo, ki je tako postala namesto ognjišča osrednjo središče kuhinje oziroma hiše in prebivanja v stanovanju. Kar je ključna razlika med vipavskimi oziroma širše sredozemskimi in alpskimi oziroma srednjeevropskimi bivališči, v katerih je bila miza v hiši s tako imenovanim Bobkovim kotom in klopjo okoli ter sedežnim redom že poprej osrednje središče bivališča. Kuhinja ni bila torej pomembna le zaradi reprodukcijske vloge, torej gospodarske, gospodinjske in prehranjevanje v življenju članov gospodinjstva, marveč tudi zaradi vloge, ki jo je imela kot prizorišče medsebojnih odnosov in pogajanj med pripadniki gospodinjstva, kot tudi z drugimi, se pravi nepripadniki gospodinjstva.
Kuhinja je bila zatorej tisto zborno mesto gospodinjstva, kjer so bili stanovalci dnevno, tedensko in letno vpeti v ponavljajoče se družbene situacije, v vsakodnevno skupno ali posamično pripravo jedi in obedovanje, v tedensko zbiranje, ožje ali razširjene družine, pri nedeljskem kosilu v praznovanje praznikov koledarskega leta in življenjskega cikla. Seveda ob izjemi kuhinjske niše, ki tega ni omogočeno. V kuhinji se potem takem niso pretvarjala zgolj surova živila v pripravljeni jedi, kot je postavil Claude Lévi-Strauss, marveč so se tudi posamezniki pretvarjali v pripadnike skupnega gospodinjstva. Hvala.